Začetna ideja je to, da bi na redni tedenski, mesečni bazi delil z vami različna spoznanja in stvari iz mojega življenja. To, kar počnem, ne prihaja direkt iz mene, iz mojega srca, iz moje duše in to, kar sem jaz. Če ti ne dobiš take osebe, ki to razume, potem se lahko začne vse skupaj rušiti, ali trpi partnerski odnos, ljubezen, ali pa trpiš ti, tvoji cilji in vizija v življenju. Lepo pozdravljeni v novem solo podcastu oziroma novem vlogu. Saj niti ne vem, kje začeti, ampak dobil sem pred kratkim eno idejo, ker sem razmišljal, kako bi lahko delil več vsebine za vseh vas, hkrati pa tudi se malo podelil več o sebi in več o svojem življenju in neka pristnost in iskrenost, kako bi lahko to delil z vsemi vami in svetom. In potem sem dobil idejo, da bi lahko začel snemati take tedenske vloge, ker v bistvu zadnji vlog, ki sem ga naredil ob obisku metaboličnega laboratorija Metaboliko 2 Lab pri Matevžu Arčonu, mi je bilo ful všeč. Tako snemanje kot potem tudi montaža in deliti neke aspekte svojega življenja. V bistvu neka začetna ideja je to, da bi na redni tedenski, mesečni bazi delil z vami različna spoznanja in stvari iz mojega življenja, ker v bistvu moja osebnostna pot je zelo niha, se pravi, veliko imam vzponov, veliko imam padcev, predvsem tle na neki čustveni ravni, mentalni ravni, tudi fizični, in mi moje počutje, dobro počutje zelo niha. Predvsem to se je povezano predvsem ne toliko z zunanjimi stvarmi, ampak deloma tudi s tem, ampak dosti tudi na notranjih stvareh. Se pravi, stalno se mi odpirajo neke nove stvari, ker dosti delam na sebi in potem moram te stvari raziskovati, predelovati in integrirati v življenju. Tako da v bistvu ideja je, da bi na neki tedenski bazi, mogoče dvotedenski, mesečni bazi, tako malo podelil stvari, ki se mi dogajajo. Veliko se itak vozim, veliko sem v avtu, tako da tu itak je nek alone time, se pravi čas, ko si sam s sabo in namesto da poslušam druge, ali pa da poslušam muziko, mogoče se bom pogovarjal malo sam s sabo, pa z vami in delil nekaj stvari. Tako da v tem videu, v tem podcastu, vlogu, kakorkoli že, sam razmišljal, da bi govoril o dveh stvari. Prvo bom malo raziskal ozadje te ideje, zakaj sem se sploh odločil delati take mini podcaste, mini vloge in spoznanja iz mojega življenja. Potem bi pa govoril še o enih spoznanjih, ki sem jih dobil s področja razmerij, ljubezenskega življenja in tako naprej. Tako da začel bom s to idejo, zakaj sem se odločil provati tak projekt, ko ga gledate zdaj trenutno. V bistvu zdaj čez vikend, v nedeljo sem bil na delavnici pri Sašotu in Rozi Marjanov v centru Roza, kamor tudi hodim na terapije, in delavnica je bila na tematiko druge čakre, se pravi sakralne čakre. Jaz imam že dosti časa delam na teh energijskih centrih v telesu, se pravi čakrah, in sem videl, da največ težav mi povzroča prve tri, se pravi korenska, sakralna in sončni pleksus. In v bistvu izmed teh treh mi sakralna povzroča največ težav. In v bistvu sakralna čakra je v kitajski medicini in tako nasplošno znano je povezana z energijo, dobrim počutjem, obiljem, srečo, užitkom, tudi to sensualno energijo oziroma seksualno energijo, ki je potem povezana ne samo s spolnim življenjem in ljubezenskim življenjem, ampak tudi s to splošno dobro energijo v življenju. In v bistvu na tej delavnici smo delali različne vaje in pri zadnjih vajah sem dobil neke nove vpoglede v to, zakaj v zadnjem času ne občutim veliko sreče, radosti, užitka, obilja in tako. In eno izmed največjih spoznanj za tem je bilo, oziroma vzrokov za tem, naj bi bilo to, da ne delujem iz sebe, se pravi, da vse to, kar počnem,
ne prihaja direkt iz mene, iz mojega srca, iz moje duše in to, kar sem jaz, ampak delujem malo preveč na podlagi tega, kaj bi si drugi želeli od mene, a pa recimo, da delujem z namenom, da dobim neko odobravanje, neko potrditev, ljubezen, pozornost od drugih. In vem, da imam s tem ful težav, sploh zadnja leta oziroma že od nekdaj, ampak zadnje čase sem res bolj ozavestil to, pa sem mislil, da sem boljši v temu, ampak očitno še ne. Tako da potem sem začel malo razmišljati, kako bi lahko to počasi spremenil. In se mi je pojavila ta ideja, da bi lahko na tak način s temi vlogi in s takimi mini podcastami delil malo več sebe in dal sebe, tisto, kar res čutim, tisto, kar res mislim, in to delil z vsemi vami, ker v bistvu s tem tudi potem spodbujam mojo pristnost, mojo avtentičnost in tako naprej. To je prva stvar, neko spoznanje, ki se mi je zdaj odprlo, ko zdaj naslednjem tedne oziroma v naslednjem obdobju v delu na tem, da res delujem iz sebe in da ne delam stvari zaradi odobravanja drugih, se pravi, da delam stvari, da bi dobil pozornost drugih, ljubezen drugih in tako naprej. To je bila prva stvar, druga stvar je pa potem v soboto, ko sem se vozil v Ljubljano in nazaj iz nje, sem poslušal ful zanimiv podcast, kjer sta Alex in Lejla Hormozi govorila o partnerskem odnosu, ljubezni in dinamiki v njihovem partnerskem odnosu in tam sem se tudi ful naučil, tako da zdaj bom še delil malo spoznanja glede tega. Zdaj sem jih na poti v fitness, moj home gym, tle v Krasnem, kjer je moja familija živi, pa moja nona in tako. Tako da zdaj grem gor, malo potrenirati, medtem bom pa še pole nekaj povedal od tega, kar sem se naučil iz podcasta Lejle in Alexa Hormozija. Evo nas, moj home gym. Home, sweet home. Tako da v bistvu tisti podcast mi je bil ful zanimiv, zaradi tega, ker je zadnje leta sem zelo samski. V bistvu zadnje tako malo daljše oziroma res ljubezensko razmerje sem imel na faksu, ko sem imel 19-20 let in potem zatem nisem imel nobenega bolj uspešnega razmerja. Sem imel neka krajša razmerja, pa sem se videval z raznimi puncami. No, to sem malo slabo izrazil, raznimi puncami. Bilo je nekih kratkih razmerij, kjer sem se videval z puncami, ampak nobeno tako razmerje ni trajalo več časa, pa da bi res okusil tisto pristno razmerje in tako naprej. In v bistvu na tem podcastu se mi je pole malo shiftalo moje spoznavanje in razumevanje partnerskega odnosa. V bistvu tisti, ki ne poznaste, Lejla in Alex Hormozi sta zelo uspešna podjetnika, imata številna podjetja in tudi njihov odnos, ljubezenski odnos, zgleda zelo pristen. Tudi potem na podcastu je bilo videti, da imate zelo dobro dinamiko v njihovem odnosu in to me je zelo pritegnilo. V bistvu že thumbnail pove glavno tematiko tistega podcasta oziroma videa in v bistvu ona dva govorista o tem, da v ljubezenskem odnosu oziroma razmerju, partnerskem odnosu, razmerju, ni pomembna samo ljubezen, ampak so enako ali še bolj pomembne tudi druge stvari. Ona dva veliko govorista od tega medsebojne podpore. Se pravi, ona dva zelo poudarjata to, da v partnerskem odnosu ni pomembna samo ljubezen, ampak da potem izbiramo partnerje, ki nas podpirajo na naši poti in pri doseganju ciljev in da v bistvu tudi potem partnerski odnos in s kom smo v razmerju zelo determinira tudi to, kako uspešni bomo v življenju, tako pri doseganju naših ciljev, kot potem tudi pri tem, ali bomo postali najboljša verzija sebe ali ne. In v bistvu skozi pogovor sta dala razne primere, kako se pole to manifestira v partnerskem odnosu in kako lahko partnerski odnos to ali pospeši ali zavira. In ena izmed stvari, ki mi je res ostala iz tega podcasta, je bilo to, da v bistvu
se moraš v partnerskem odnosu podpirati drugega in če ni te medsebojne brezpogojne podpore, potem tudi ti ne moreš delovati v svetu tako, kot si želiš, oziroma ne moreš doseči svojih lastnih ciljev. In tu mi je res shiftalo to zavedanje oziroma razumevanje partnerskega odnosa, ker v bistvu jaz sem se ful preveč fokusiral na to, da zbiram potencialne partnerce na podlagi tega, kako se ob njih počutim, oziroma kako so mi všeč, njihova energija, njihova ta kemija, ki se ustvarja v odnosu, in ful sem se premalo fokusiral na tiste vrednote, ki jih ima potencialna partnerca. In tem je to pole shiftalo in sem rekel, da bom tudi jaz pole malo začel spreminjati ta pogled, koga izbirati pa tako naprej, ker v bistvu se mi zdi, da mora biti kombinacija oboje, se pravi ti moraš čutiti neko ljubezen, neko kemijo, hkrati pa potem mora biti tvoje vrednote in aligned, ko rečejo v angleščini, tudi z njihovimi vrednotami in kontra, se pravi njihove vrednote morajo biti tudi podobne tvojim vrednotam. Ker v bistvu, če ni neke medsebojne podpore, potem tudi na dolgi rok ta odnos ne bo trajal, ker se mi zdi, če imaš neko brezpogojno podporo, brezpogojno ljubezen strani partnerice, partnerja, potem imaš veliko večjo možnost za srečo, zadovoljstvo, pa tudi pri doseganju ciljev in postati najboljša verzija sebe. In še druga stvar, ki se me je ful dotaknila, to je govoril potem Alex Hormozi, da v bistvu večina ljudi izbira partnerja zaradi strahu, da bi ostali sami, in to dostikrat ni pravilni odločevalec pri tem, koga izbiramo za našega potencialnega partnerja, ker potem tudi, če naš partner ni aligned z nami, se ga bojimo zapustiti ta partnerski odnos, ker se bojimo, da bomo potem ostali sami. In v bistvu on je rekel, da izbira partnerje oziroma je izbiral partnerje, ker zdaj so poročeni z Lejlo. Na podlagi tega, ali bo ta oseba pomagala njemu doseči njegove cilje ali ne. Tako da tu mi je tudi potem malo shiftalo perspektivo. Alex je sicer tak človek, ki ima ful velike cilje, in so njegovi cilji mu najbolj pomembni v življenju. Nekaterim je bolj pomembno od njihovih ciljev ta sama ljubezen oziroma partner, družina in tako naprej. Ampak tu mi je pole tudi malo shiftalo perspektivo na to. In tako. Upam, da sem dovolj nazorno to povedal, malo še zbiram misli in spoznanja glede tega, ampak tu mi je res shiftalo potem, da ne smeš zbirati potencialnega partnerja, osebo samo na podlagi tega, kaj čutiš, pa kot ti je všeč, ampak tudi na podlagi vrednot in na podlagi neke brezpogojne podpore zate in kontra. Se pravi, da zbiraš nekoga, ki res verjame v to, kar si, da verjame v to, da lahko dosežeš stvari v življenju, ker v bistvu, če imaš neke velike cilje, potem velike cilji zahtevajo tudi veliko odgovornosti in veliko stvarem se moraš odreči in dostikrat potem tudi mogoče nek ljubezen, partnerski odnos zaradi tega tudi trpi. In če ti ne dobiš take osebe, ki to razume, potem se lahko začne vse skupaj rušiti, ali trpi partnerski odnos, ljubezen, ali pa trpiš ti, tvoji cilji in vizija v življenju. Tako da tudi to mi je malo shiftalo v zadnjih dneh, pa zdaj probam malo moj in notranji svet prilagoditi temu, se pravi, da ne zbiram potencialne partnerce oziroma ne iščem ljubezni, kjer čutim, da ni teh vrednot v drugi osebi. In Tako da ta dva spoznanja, se pravi, lotil sem se snemati te stvari zaradi tega, ker hočem dati več sebe v svet, se pravi se pokažati v moji pravi luči, pa delati stvari zaradi tega, ker jih čutim in ne s ciljem, da z nekim odobravanjem, iskanjem pozornosti, ljubezni in tako naprej. In potem iskanje ljubezni in partnerstva, ne samo z vidika ljubezni, ampak potem tudi z vidika medsebojne podpore in skupnih vrednot in ciljev v življenju. Tako da, to je to za danes. Ne vem, kako bo ratal ta vlog, upam, da bo ratal v redu, da ne bo ratal predolg. Tako da, to in se veselim nadaljnega snemanja. Lahko mi tudi poveste, zauposte ali v komentarjih ali pa na kakšno osebno sporočilce, kako se vam zdi ta format, če vam je zanimivo, če vam ni,
In se ne, da bo to vplivalo na to, ali bom to še delal ali ne, zaradi tega, ker želim delati stvari, ki so pristne meni, ampak vseeno bi bilo zanimivo slišati vaš feedback. Tako da to je to za danes in se vidimo v naslednjih podcastih. Čau, čau.